Lepo pozdravljeni. Nadzorni svet Gen Energije je v sredo odpoklical generalnega direktorja Martina Novšaka in do novega imenovanja na mesto generalne direktorice družbe imenoval njeno finančno direktorico Gordano Radanović. Kaj bi tovrstne kadrovske poteze lahko pomenile za Krško, kjer ima družba sedež, in konec koncev celotno Posavje? Poglejmo nekaj odzivov. Politično kadrovanje ni dobro, posebej ne za objekt, kot je jedrska elektrarna, je razrešitev Martina Novšaka s funkcije generalnega direktorja Gen Energije komentiral krški župan. Vemo sicer, da je tukaj vprašanje Gena, da ni jedrska neposredno, ampak Gen je upravljalec in lastnik jedrske elektrarne in prav gotovo bodo poskušali s prsti poseči tudi v jedrsko elektrarno in samo vodenje jedrske elektrarne. Takšen ukrep je seveda vedno nevarnost za destabilizacijo razmer poslovnega okolja. Naše poslovne okolje je še posebej zahtevno in občutljivo, saj poslujemo v enakopravnih razmerjih z hrvaškim partnerjem. Takšen ukrep, ki je sprejet na silo, istočasno pomeni rušenje nekega zaupanja v okolju, ki ga jedrska energija nesporno potrebuje, sicer ne more dolgoročno funkcionirati. Menjava vodstva bi lahko prinesla selitev sedežev Gen Energije in Genija iz Krškega, kar bi imelo na samo občino oziroma Posavje na dolgi rok precejšnji vpliv. Tukaj imamo v mislih predvsem to, da je pravzaprav ta informacija, ki se pritaka med jedrsko in pa občino oziroma samim prebivalstvom, je zelo pomembna. Da če tega ni, če to umanjka, potem je seveda zaupanje v jedrsko elektrarno bistveno manjše. To je eno. Seveda pa bodo že tako, kot so lahko rečem v zadnjih 10 letih, pa tudi prej poskušali poseči tudi v rento, ki jo mi dobivamo, in vse te zadeve se lahko obrnejo negativno za samo občino Krško. Sam lahko mirno rečem, da tudi kot izkušnje, ki sem se jih nabral 8 let kot podpredsednik Evropskega združenja mest, ki imajo jedrske elektrarne, govorijo o tem, da morajo jedrske objekte voditi ljudje iz okolja, kjer živijo. Vekolikor se tu bo sedaj za vodenje Gen Energije pripeljalo z nekoga iz Ljubljane, mislim, da gre za nezaupanje energetskemu bazenu, ki, če smo pošteni, je svetov del slovenske energetike in slovenskega gospodarstva, ki je v državni lasti. Novšak je sicer bil na vrhu ene večjih slovenskih družb od prvega mandata leta 2006. Pred nekaj tedni je po energetskih krogih zaokrožila informacija, da bi ga lahko na mestu generalnega direktorja zamenjal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok. Geni ima novo začasno vodstvo. Okrožno sodišče v Krškem je namreč odločilo, da bo za največ leto dni oziroma do imenovanja poslovodstva družbo vodil Igor Koprivnikar. Za člane uprave pa je imenovalo Primoža Stropnika, Dejana Paravana in Andreja Šajna. V Krškem so tudi uradno odprli obnovljen gasilski dom poklicne gasilske enote Krško in Videmskega prostovoljnega gasilskega društva. V sodobnem in funkcionalnem objektu bodo združene vse službe, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Tako so tudi uradno odprli enega modernejših gasilsko-reševalnih centrov v državi. Novi prostori so prilagojeni gasilski stroki in zato omogočajo bolj kakovostno opravljanje vseh del, ki jih izvajajo v objektu. Pridobili smo nove garažne prostore, posodobili orodjarne, potapljaški prostor, pripravili vso infrastrukturo za poligon, ki se bi v nadaljevanju gradil. Objekt je namenjen predvsem v prvi vrsti poklicni gasilski enoti Krško, ki je imela že prostorsko stisko, poleg tega pa je delala že v objektu, ki je bil zgrajen pred mnogimi leti in seveda tudi ni bil energetsko ustrezen. Zato smo hkrati obnovili staro stavbo, naredili 2 prizidka, v katerem je večji del za poklicno gasilsko enoto Krško. Dela so potekale v letih 2020 in 2021. Mestna občina Krško pa je za naložbo odštela 3,2 milijona evrov. V sodobnem in funkcionalnem objektu bodo na okoli 2700 kvadratnih metrih površine združene vse službe, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja. Poleg poklicne gasilske enote še prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi, štab civilne zaščite in Gasilska zveza Krško. To je bil tudi naš prvotni cilj in smo zelo veseli, da nam ga je v roku uspel pripeljati do konca. Društvo je tekom letom pridobilo nove izredno prijetne prostore, v katere bomo lahko namestili vso tisto opremo, ki smo jo imeli, pa seveda glede na tehnični razvoj našega okolja in pa posodobitev vseh teh okoliških objektov,
pa bo potrebno še nekaj te tehnično reševalne opreme donabaviti in seveda prostori pa tudi to možnost. Sledi naslednja, 4. faza, v kateri bodo uredili regijski gasilski vadbeni poligon tik za poslopjem poklicne gasilske enote. Urejeni so že dovozi z obeh strani, vsa infrastruktura je v bistvu postavljena, tako da je tudi prostorsko je na občini že urejeno, namenjeno gasilsko-reševalni dejavnosti, tako da dejansko čakamo samo na izvedbo dokumentacije in pa seveda na odobritev sredstev. Naložbo bo financirala Gasilska zveza Slovenije, Mestna občina Krško pa je s tem, ko je zagotovila prostor in pridobila gradbeno dovoljenje, svoje obveznosti do vadbenega poligona že izpolnila. 28 družin oziroma 30 otrok s posebnimi potrebami se je udeležilo enotedenske zdravstveno-terapevtske kolonije v Kranjski Gori, ki jo je Društvo Sonček Posavje organiziralo že 7. Tudi tokrat je bil poudarek na smučanju. Tisti, ki ne morejo smučati sami, so smučali s prilagojenimi smučmi za invalide. Hodeči udeleženci, ki imajo prav tako posebne potrebe, pa so smučali pod nadzorom učitelja smučanja oziroma kinezioterapevta. Po enoletnem premoru so se sončki vrnili v Kranjsko Goro. Navdušenja na belih strminah kar niso mogli skriti. Takoj naprej, pa vse okej. Otroci so bili zelo navdušeni, kajti eno leto smo spustili zaradi teh težkih časov, ki smo jih morali dati skozi. So pa zato v tem času na novo usposobili 2 starša za vodenje invalidskih smuči. In odločili smo se, da izvedemo v naslednjem letu, letos verjetno ne bomo uspeli, izobraževanje za starše širše, da bi res bilo čim več otrok, odraslih s posebnimi potrebami deležno tega nadstandarda. Vsak smučar na prilagojenih smučeh ob sebi potrebuje 2, enega, ki vozi in drugega, ki pomaga pri dvigovanju in ki na smučišču skrbi za varnost. Je pa sigurno eno doživetje, je le svoboda na snegu, ki je marsikdo do zdaj tudi ni okusil. V letošnjem letu je bilo 6 oseb prvič na smučeh in ja, veseli smo, da je tak odziv, kajti začeli smo pred leti, ne vem, 7 smo v Kranjski Gori, 8 let nazaj pa na Kopah s 5 uporabniki. Zdaj smo prišli pa na številko blizu 30. Ne? V koloniji niso le smučali, imeli so tudi kinezioterapije in neurofizioterapije. Zvečer pa so plavali in se kratkočasili z družabnimi igrami. V Brežicah imajo novo županjo. Oblast je v tem času prevzel Dobovski Fašjenk. Na čelu občine pa je zdaj županja Vesna. Pred občinsko stavbo je bilo vse nared za prevzem oblasti. Uslužbenci so novi županji pripravili športni sprejem. Brežice so namreč evropsko mesto športa, zato je bilo prav, da ekipe predstavijo nekaj novih olimpijskih športov. Disciplina je hitrostno žigosanje. Sodnik, prosim, naznani začetek. Kot vidimo, Jasmina je res izkušena v občinski upravi, tako, celo strgala je žig. Po podelitvi medalj je sledila predaja občinskega ključa. Ivan Molan pa je v zameno prejel šopek zvončkov, ki naznanjajo začetek pomladi. Čakaj, da vidijo. Nova županja je ob tem nanizala vrsto obljub. Slišali smo tiste o začetku gradnje hidroelektrarne Mokrice, ureditvi več kolesarskih povezav in statusu mestne občine Brežice. Z delom je začela takoj. Zdaj pa to za jebancije, ključ imamo, Fašjenk bo, ki veste, ki v Dubovi. To je pa to. Županja je letos postala Vesna Horvatič, tudi naša krajanka, tako da ji zaupamo in vemo, da bo občina v dobrih rokah. Menjava oblasti v času Fašjenka ima v Brežicah 22-letno tradicijo. Župana Ivana Molana, ki so ga zamenjali že 17-tič, veseli, da se ta nadaljuje, še posebej letos. Kajti nekako po 2 letih se ponovno vračamo v tisto normalnost, s katero smo bili vajeni. Ponavadi je bilo tako, da je pust preganjal zimo, upam pa, da letos se bo poleg zime pregnal tudi virus in da je to začetek nekega ponovno tistega normalnega življenja, ki smo ga v preteklosti že bili vajeni. Fašjenk vlada občini Brežice do sobote 5. marca, ko bo županja Vesna vrnila ključ Ivanu Molanu. Dogodki programa Fašjenk Dobova bodo letos potekali, vendar v nekoliko okrnjeni obliki.
Sledi pogovor s Fašenkovo županjo Vesno, ki se je v tej vlogi znašla prvič. Zaupala nam je, kakšni so njeni načrti v 9-dnevnem mandatu in pod strogimi pustnimi zakoni. Lepo pozdravljeni, gospa županja. Kako se počutite zdaj, ko ste končno na svojem mestu? Lep pozdrav tudi vam. Moram vam povedati, da se počutim izjemno počaščeno in pričakovanih. Z delom začnete takoj. Kaj vse vas čaka v tem 9-dnevnem mandatu? Oblast je slast, je pa tudi velika odgovornost. Kot Fašenk veste, da že 23 let postavlja Fašenkovo oblast na občini v Brežicah. Gospoda župana Ivana Molana pa menjamo že 17-tič. Postala sem županja 25.000 sokrajanom. Smo velika občina z 268 kvadratnih kilometrov površine, 109 naselj, ki so povezane v 20 krajevnih skupnosti. Imamo pa tudi kar 67 kilometrov državne meje, delami pa sigurno ne usfalilo. In katere bodo vaše prioritetne naloge? Kot temeljito načelo trajnostnega prostorskega razvoja bom v mojem obdobju obiskala vse krajevne skupnosti in prisluhnila njihovim potrebam in željam. Večje naloge, za katere se bom pa zavzemala, pa so začetek gradnje hidroelektrarne v Mokricah, simbol Brežic, kot že veste, vodovodni stolp, ki ga bomo dokončali pred predvidenim rokom. Zraven pa bomo prestavili moderen paviljon. Kolesarska steza iz Brežic do Dobove ter razsvetljava. Kolesarsko stezo proti Cerklam bomo zgradili vse do Karinovega grma. V center Dobove bomo prestavili nevidno lokomotivo na vidno mesto. Ta teden bomo imeli otvoritev novih vrtcev v Dubovi pa Vrtičah. Bistvo je, da bo drugi blok jedrske elektrarne na našem terenu. Čaka nas veliko dela za postopek umestitve mestne občine v Brežicah. Na Črnelčevi bomo zgradili nov rondo. Začela bom pa tudi s pripravami na volitve, kjer bom večkrat kandidirala, upam, da uspešno. Rada bi pa pripravila tudi poletni karneval in piknik vse zaposleni v občinski upravi. No, kot smo videli, ste dobili ključe občine, občinske stavbe in tudi ključe do polne blagajne. Ali bo dovolj denarja za izpolnitev vseh teh vaših obljub? Kar se tiče blagajne, je pa tle večji problem. V blagajni vedno primanjkuje denarja za uresničitev vseh želj, ker jih imamo. Predvideni dohodki letos so 38,6 milijona, odhodki pa 43,7 milijona. Za zagotovitev vseh teh želja si mogla pa denar od nekje sposoditi. Kaj pa lahko pričakujejo zaposleni v občinski upravi? Boste stroga šefinja? Naj vam povem, da se občinska uprava nima nič za bati. Borila se bom za enakopravnost med spoloma, odpuščanja pa ne bo. Bom pa poskrbela, da bo tudi delovno okolje v občini lepše, saj so s tem tudi zaposleni bolj zadovoljni in produktivni. Ker smo Brežice predvsem turistično, kulturno in tudi športno mesto, bomo uvedli več športnih aktivnosti pred, med in po službi. Prvič ste v tej vlogi, kako si boste razdelili naloge? Naj vas to ne skrbi, saj vsak ve, kar mora delati. Moja dolžnost pa je le, da nadzorujem. Letos bom prvič županja in se bom dobro odrezala in upam, da bom kar ostala. Kot županja rabim zveste, pridne in predane sodelavce. Kaj še pričakujete od te funkcije? Zelo me veseli tako delo, še posebej pri promociji in kot prva dama občine. Vesela sem tudi, da so me izbrali za tako pomembno funkcijo. Obljubim, javno povem, da bom delo jemala resno, temeljito in se držala Fašenkovih navodil in skušala zagotoviti vse njihove potrebe. V tem obdobju veljajo zelo strogi pustni zakoni. Kakšno obdobje nas čaka oziroma čaka vaše občane občine Brežice pod vašo oblastjo? Moja uradna pustna oblast traja res le 9 dni, ampak aktivna sem skozi vse leto. Poznana sem pa tudi po tem, da delam v županovi gostilni kot natakarca. Tam pa rada sprejemam dobre, iskrene ljudi. Želje, ideje in pobude z veseljem posredujem občinski upravi, kjer se vedno najde posluh za ureditev le-teh.
No, ključe boste vrnili čez 9 dni. Kaj bi želeli do takrat občanom še sporočiti? Želim vam sporočiti, da se čim bolj zabavajte, imejte radi, pa ne samo zdaj, ampak tudi skozi vso leto. To je pa to, kar imam za povedati. No, županja Vesna, hvala za tale prijeten pogovor. Hvala tudi vam. Sledila je še pregled najbolj branih novic na našem spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo pripravili za ta teden. Hvala za pozornost in nasvidenje naslednji torek.